Jaz sem predavanje še do 10. uri, tako da lahko nadaljuje. Kaj ste organizatorji danes pojmenovali ta dogodek, veš ekonomist svoj dolg, zdaj zanima, zdaj tukaj se vprašal, veš ekonomska fakulteta svoj dolg, zato ker jaz sem recimo tukaj študiral podjetništvo, pa sem potem nekaj časa nazaj dobil diplomo, kjer gor piše diplomirani ekonomist, ampak gospod Danikar je prej rekel, da vsakdo, ki je nekaj prodal, jaz sem recimo zdaj že nekaj prodal, a sem jaz zdaj ekonomist, ali ne, ali ne tiste poradiran, pa ne napiše, da je diplomirani podjetnik, tako da... To je poetično vprašanje, se pa sami veste. Tako da čitajte poezijo in če boste občutili, seveda, da se boste ob tem vendarle nekako zavedali, med drugim podjetniške, ekonomske, kakšnekoli druge stvari. Ekonomija je čustvo z tega vidika. Formulacija diplomirani tari, pa to je pa stvar pravzaprav forme. Se bo dekanja povedala, ker je že druga telefon, oziroma mikrofon. Ampak to je druga zgodba. Se pravi, zelo pomembno je, da, in to je bilo po moje naše sporočilo po svoje danes, da je nekaj, kar zahteva seveda ne samo od fakultetnih učiteljev ali fakultete kot inštitucije, ko je v bistvu bila tudi zelo dobro namerjeno vprašanje, ali dovolj jasno, dovolj prepričljivo podajamo različna intelektualna stališča. Ne, pa to ni naša napaka ekonomske fakultete, to je preprosto megatrend, ki se je razvijal v zadnjem obdobju. Ekonomija se je umikala v bistvu menedžerskim znanjem vse povsod, tako da je to vedno na nek način, tako rečem, prevladujoči mainstream. Teorija v svoji čisti obliki pragmatizmu, druga zelo pomembna stvar. In tako je ostalo malo prostora za tisto, kar je strani ponudnikov znanja, se pravi fakultet, tudi učiteljev, nekako zbujalo radovednost ali čustva do teorije in na drugi strani vaših potreb, da bi pravzaprav to želeli. Se pravi, tukaj je v bistvu eno in drugo, kar danes na nek način drugače dojemamo in znanje in potrebe znanja. Mi še vedno malce razmišljamo v Humboldtovi tipu univerze, še vedno malce razmišljamo o teorijah 19. stoletja, ki so se tako veličastno spopadale same seboj. Glejte, kolega, ko ste vprašali, zakaj, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je mogoče dvoje ali troje stvari. Najprej se treba vprašati, zakaj so določena teoretska vprašanja ali teorije v svojem medsebojnem konkurenčnem boju preprosto zamrle. Zakaj so bili ekonomisti v bistvu zavarovani v 19. stoletju v okviru teorije vrednosti v kontraverze, ki jih je ta teorija seveda porajala. In je bilo neskončno razpravo. Dokler ni potem prišlo, recimo, znotraj marksistične ekonomske teorije ste imeli tako problem transformacije, vrednosti policijske cene, kot to vključujete, in tako dalje, in tako dalje. In v resnici je potem prišlo v ospredje pragmatično vprašanje, da to najbrž za politiko cen ni posebej odločujoče. Se pravi, premik ekonomske teorije v 20. stoletje je bil premik pravzaprav k pragmatizmu. In če je v znotraj konkurenčnih paradigm teoretskih neka paradigma postala prevladujoča, je postala prevladujoča natančno zato, kar je definiral in opredelil Sašo. Zato, ker je bila pragmatična, ker ni imela nikakršnih zavor, da ne bi v svoj veličastni trebuh vzela in premlela vse, kar je pomembnega. In zato, vidite, je na nek način postala prevladujoča. Se pravi, ni imela težav, tokrat nekoliko drugačnega zornega kota, za neko ideologizacijo. Njena ideologija je bila, ko spet obrnem stvar, nikoli niste brez nje, je pragmatizem. Konec. Se pravi, to je zgodba, zaradi katere so. Zdaj vi lahko pa izberete še tretjo inačico, ki je bolj politično razredna, kar pomeni,
teorija in ljudje in institucije, formalne in neformalnega značaja, so šle za kapitalom. In kapital je v 20. stoletju natančno pokazal svoj interes. Medtem, ko je interes, seveda, dela, tako rečem, ne bil preprosto šibkejši. Zakaj imamo mi danes toliko v bistvu podpore enim teoretskim, ideološkim, ekonomskim pogledom in tako malo drugega? Koliko think tankov deluje na strani seveda kapitala in seveda tistih teorij, ki tako ali drugače reafirmirajo ideologijo, politiko kapitala in ne dela. Ta spopad nikakor ni bil enakovreden. Ideologija, ki je bila vezana na konceptualizacijo dela in tako dalje, je konec koncev bila spočeta v 20. stoletju, ko je bila stvar v teoretskih vodah in je bila manj pragmatična. Kasneje je seveda to bitko izgubila, ko je potem prišel še socializem, ki je v bistvu projekt, ki je bil v osnovi rojen kot na nek način antiekonomika in se je potem lovil od samega začetka, je bila zgodba seveda obsojena na propad. Danes vidite, da imajo leve stranke v bistvu fantastične probleme z formulacijo svojih ekonomskih idej, paradigem, programov in tako dalje. Desne nikakršnega. Desne imajo problem, kako priti na oblast in kako to zadržati. Vsake toliko časa jasno, zaradi seveda svojih enostranskih in zablodelih idej in seveda tudi jasno negativnih učinkov, jih seveda politično zgodba sesuje. Spravi, to je štorija. Štorija konkurence, ko nekatero vprašanje preprosto prenehajo biti relevantna, pragmatičnost določenih teoretskih paradigem, ki so bile prilagodljive in čas 20. stoletja je izrazito, poslovno, makroekonomsko vezan na pragmatizem. Mi danes rešujemo makroekonomske cikle, ne obravnavamo fantastičnih kontraverz kapitala ali dela ali kaj podobnega. 20. stoletje se ukvarja s kontraverzo dela, skozi delovno teorijo vrednosti, 20. stoletje s kontraverzo kapitala. Poglejte, koliko časa so čakali, Avstrijci nikoli niso bili na oblasti. Avstrijska šola. Pa je potem preko Hayeka in preko, da tako rečem, nekako prišlo blizu, pa nikoli pravzaprav tako, da bi se mainstream v bistvu na nek način naslanjal na recimo avstrijsko ali neavstrijsko šolo, pa so dali fantastično interpretacijo recimo poslovnih ciklov. Vrsto stvari bi se dalo tam recimo potegniti ven. Zelo vplivni ljudje so bili. Elegantna teorija. Ne pride. So jih pa seveda konzumirali drugi, koliko je bilo to potrebno. Tako da to je preprosto rezultat nekega duha časa 20. stoletja, tudi teh velikih zamenjav paradigem, ko se keynesijanski del preprosto izpoje in v političnem ideološkem smislu, ko pride do nasprotnega udara in ta zdaj seveda nekako obvladuje ta svet zadnjih 30-40 let. In zdaj trenutno smo pred tem, da je treba premisliti, ali je spet čas za nek drug nihaj, na drugo stran. In to je zdaj to spraševanje teh novih paradigem, za katere pravzaprav skoraj da z gotovostjo lahko trdimo na temelju zgodovinskih izkušenj, da nobena tako sistematična, globalna kriza ni išla iz seveda svojih zablodelih, močvirnih in zamočvirjenih zgodb, brez vendarle nekih novih teoretskih rešitev. Ni neznačilno, da je recimo IMF z svojo recimo teoretsko zasnovo recimo prišel prvič morda do zelo pragmatičnih nasprotnih stališč recimo od klasičnega pogleda takrat recimo v zadnjih dveh letih recimo mainstreama, kaj je vrčevalni program in tako dalje. Recimo kot primer recimo lahko tudi vrna. Jaz bom probal iti zelo kratek, ker bi se rad na tole navezal. Tam, kjer smo začeli, jaz sem na nek način rekel, da predvidevam, ne bom več živ, da bojo Darwinova izhodišča tista natur, nekje živa mogoče čez 50-100 let. Kaj hočem reči? Da mislim, da tale kriza, pa me lahko popravite čez 5-10-20 let, ne bo prinesla spremembe v paradigmi, tako kot je tudi prejšnja ni, ker te neoklasične sinteze in tako naprej, ki so se pol rodile dejansko, keynesianizem je bil nekaj časa tako živ, ampak kje je bistveno, da se tu potem v dojemanju ekonomske
realnosti in pa tudi razvoja ni spremenilo. Ne. In zdaj mogoče bi se tu vrnil na to, kar sta oba, Bogo in Sašo, rekla in se strinja, ne, odkje ta privlačnost neoklasične teorije. Ne. Mislim, da sta dva zelo pomembna stebra. En je seveda ta ideologija, na kateri je zgrajena, ki je zelo privlačna, neke svobode, nevidne roke, kdo ima rad državo, lahko vas prosim, tudi mali človek, ne, in tako naprej. Ne. Se pravi, eno je ta privlačnost, druga privlačnost je pa seveda ta, bom rekel, neka znanstvena rigoroznost. Ne. In seveda vse teorije, ko so to dojemale, ne, ko so vsej svoji, saj misle so, da so privlačne, ne, od teh Avstrijcev do marksizma in tako naprej, so šli v to pot matematizacije, ne, saj v določen meri. In tudi institucionalne ekonomije, mnoge veje so šle v veliko matematizacijo, ne, ampak niso postale zaradi tega bolj sprejete, ne, da preko, zdaj so pa res znanstvene, ker uporabljajo matematiko. Ne. In mislim, da bomo potrebovali še kar nekaj časa, da se bo ta paradigma spremenila in šla v, kakorkoli Bogo, ti si prej rekel, Smitha tudi niso čisto prav razumeli in tako naprej, se strinjam lahko, ne, ampak tako kot smo razumeli Smitha, ali pa kot bi morali, ali pa kot nekateri razumemo Darwina oziroma njegova izhodišča, mislim, da bo tu prišlo do enega premika, ki pa mislim, da še ne bo tako kmalu.